Ko družina povezano deluje, lahko dosega tudi vrhunske rezultate. Eden takšnih primerov je družina Petrač. Na razglasitvi najboljših atletinj in atletov v letu 2012 v hotelu Mons je Jan Petrač, mladi up tekaških stez in glavna zvezda v kategoriji mlajših in mladincev, dobil prvo nagrado. Njegov oče Samo Petrač, ki smo ga kot vrhunskega smučarja in kolesarja spremljali, zanj navijali in se z njim veselili vrsto let, pa je dosegel še en velik uspeh. Tokrat v spremenjeni, vendar nič manj pomembni vlogi. Dobil je nagrado za najboljšega trenerja, seveda Janovega. Franc Petrač, Samotov oče, je odigral zelo uspešno vlogo pri razvoju športne kariere svojega sina. Pomembno poslanstvo pa nadaljuje tudi pri razvoju športne poti svojega vnuka Jana. Tudi mi smo obiskali prireditev ter pokramljali s trojico izjemno uspešnih moških družine Petrač. Poglejmo. Ja, sem vesel, da sem dobil nagrado. Moram reči, da sem pričakoval, da jo bom dobil, pa čeprav je dobra, močna konkurenca med mlajšimi mladinci, mislim tudi med ostalimi, sem pa srečen in vesel, da sem dobil. Evo po sredini, ostali na tej strani, nič hudega. Prvi del podeljevanja za... Ja, povej mi, da smo na pravi poti, da je treba tako naprej, pa da bo čim več takih nagrad pa priznanj, kar vodi k uspehu. v nedeljo. Ampak mi smo pri mlajših članih. Jaz sem zelo ponosen in srečen. Na koncu koncev je to en dokaz, da vse ure, ki jih preživimo skupaj, so dale en plod in neke rezultate, ki so jih tudi drugi opazili in zato Janu podelili tako visoko priznanje. Zdaj februarja sem zamenjal trenerja, smo pač šli svojo pot. Takrat naprej pa treniram enkrat do dvakrat na dan. Probamo čim bolj trenirati, kolikor se da, uskladiti šolo pa. Jan je zelo marljiv, je pripravljen ves svoj prosti čas temu podrediti. Poleg teh, če bi rekel, uradnih treningov, ki jih imamo tako na stezi ali pa v drugem okolju, tudi dodatno še kar precej dela razne druge vaje, ko je sam, od meditacij do dihalnih vaj. Samo je izredno zahteven. Ima eno neverjetno voljo in je dober motivator, vendar je totalno nepopustljiv.
tako, da ga Jan večkrat pohvali, pa pravi, da zahteva od njega še več, kot si on sam želel, da bi bilo potrebno. Samo je zelo trmast, zahteven trener, na treningih želi, da dam vse od sebe, ampak sem mu hvaležen, ker vem, da mi bo to enkrat mu bom hvaležen za to, da me muči na treningih. Na koncu prinaša veselje, je potrebno imeti. Različna sta si bolj samo po telesni zgradbi, kot karakterja sta pa si zelo podobna. Oba sta nekako, tako kot sem že enkrat za sina povedal, da je fokusiran, je Jan podobno in vse podredi svojim ciljem in zato je tudi uspešen. To nagrado za atleta leta sem dobil prvič pred 2 leti, ker sem bil atlet leta pri Pionirjih. Lansko leto pri mlajših mladincih sem bil drugi, je bil pred mano Robert Trener, ta skakalec s palco, ki je bil svetovni prvak, tako da je on zmagal. Letos sem pa tretjič tukaj, no, pa drugič sem zmagal. Tako da podaril sem pa 32 let star državni rekord na 1500 metrov za mlajše mladince, kar je kar uspešno. Prej je bil rekord 3 minute 51, pa še nekaj, no ne vem točno. Podaril sem ga pa za približno sekundo pa pol, to se pravi 3:50 pa 45, nekaj takega. Pa jaz v glavnem vodim en tim zdaj, v katerem so Jan kot atlet, Samo kot njegov trener. Nekako koordiniram vse te službe, ki so za to potrebne, da bomo lahko Jana pripeljali v prihodnje še do boljših rezultatov. Cilji za naprej so vsegače odlične rezultate, se uvrščati na te močne tekmovanja, prvenstva, evropska, svetovna. Drugo leto imam evropsko prvenstvo za mladince v Italiji, kjer upam, da sem čim bolj odrezal. Kolikor bom treniral, to bom dobil ven, tak bo rezultat, tako da bom treniral čim bolj, da bo rezultat čim boljši. Mlajšimi članicami. Naše ambicije so, oziroma Janove so zelo visoke, mi kot sodelavci jih bomo pa poskušali, da jih bo lahko uresničil. Mislimo oziroma zdaj vodimo en projekt Rio 2016 in prepričan sem, da nam bo uspel doseči take rezultate, da se bomo olimpijade v Braziliji tudi udeležili. Atleti, trenerji in vsi tisti, Tomaš, Podelevalcema, hvala lepa, tudi tu bo menjava, ja. Ja, nasplošno pač moje sanje so zmagati olimpijske igre, ali bo to 2016, 2020, 2024, karakoli že. To si želim in to so moje sanje, nič drugega, tako da. Janu in Samotu iz srca čestitamo za podeljeni nagradi. Želimo jima veliko uspehov še naprej, hkrati pa držimo pesti, da se bodo Janu in seveda njegovim sodelavcem uresničila pričakovanja in želje o olimpijskih igrah.